Jaz sem bil priučen fotograf, ne. Jaz, ko sem prišel na družino, mi je Janez Gril, takratni šef, takole me vpraša: "Ti, Bogomir, si ti kdaj fotografiral?" Sem rekel: "Ne, nisem." "No, zdaj pa boš." S to tesnobo neseš film razvit, in ko sem šel jih iskat in dobim tisti paket fotk, sem tako naredim drnk in, se gledam eno, sem rekel: "Ljubi Jezus, pomagal si mi, ne." Rdeči so bili naši, beli pa niso bili naši. Vsi tisti, ki smo bili na papeževem obisku, na kateremkoli dogodku, smo prišli domov ožgani od sonca, ne. Nihče se ni kaj dosti zavaroval in, bili smo rdeči ko indijanci. Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalke in gledalci. Dobrodošli v družininem studiu. Danes sva z vami Mojca Purger in Bogomir Štefanič. Pozdravljen, Bogomir. Lep pozdrav, hvala za vabilo. Midva sva sodelavca že vrsto let, zato se bova tudi tikala. Bogomir je bil na družini že pred 30 leti, takrat jaz še nisem bila tukaj. In danes se bova pogovarjala o tem, kako je bilo, ko je Slovenijo 30 let nazaj, maja 1996, obiskal Janez Pavel II. Takrat je cela Slovenija vzvalovala in to valovanje je močno vplivalo in odmevalo in, sooblikovala tudi družina. Tednik Družina je takrat izhajal izjemoma trikrat kot dnevnik, ne kot tednik. In, nastajanje časopisa takrat in kaj vse se je dogajalo v družbi, je Bogomir zelo podrobno spremljal od blizu in o tem bi se rada danes z njim malo pogovorila, malo poklepetala in upam, da se bodo ob tem najinem pogovoru tudi vaši spomini zbudili. Za vse mlajše generacije pa se mi zdi tudi prav, da malo slišite, kako je bilo takrat, ko je papež Janez Pavel II. Obiskal Slovenijo, kaj vse se je zgodilo. Bogomir, mi mogoče za začetek lahko poveš, kakšna je bila tvoja situacija takrat, kako je izgledalo delo na družini, kakšen je bil tvoj položaj, da nam malo orišeš v bistvu kontekst tega, kam je prišel papež oziroma kakšno je bilo to medijsko okolje pri nas. Ja, jaz sem na družino prišel redno, ne, oktobra, 95. To pomeni, da sem bil ob papeževem obisku dobrega pol leta na družini. V bistvu sem bil greenhorn, ne, zelenec med recimo starimi mački, ki so tule na družini delali, Jože Zadravc, pa Jože Pavlič, Franci Petrič, Janez Gril. Skratka, bil sem najmlajši. Mislim, da je potem takrat že tudi nekaj pomagal, Marjan Pogačnik, ampak mislim, da ni bil še tako reden, kot sem bil jaz. Jaz sem sicer zgodbo papeževega obiska spremljal še nekoliko prej, ne. Ker jaz sem z družino sodeloval pa že od februarja 94 kot neki, recimo temu, zunanji sodelavec, v vlogi slovenskega dopisnika za Dunajsko tiskovno agencijo Kacpres. Pred mano je bila na družini ena kolegica Štajerka, ki je to delo opravljala, pa se je potem poročila na Nizozemsko, je spoznala bodočega moža in potem nujno je mogel nekdo vskočiti in jaz sem vskočil tudi v to delo dopisnika za to Dunajsko tiskovno agencijo. In seveda v tem dopisniškem delu sem se na neki točki seveda srečal tudi s papeževim obiskom. Ravno prej sem šel gledat nazaj ta svoja poročila, ki sem jih na Dunaj pošiljal, kdaj pravzaprav smo mi izvedeli, da papež pride k nam, ne. Tudi ta podatek nekako, ga malce pozabljamo. Namreč natančno leto dni, preden je prišel, je prišla tudi informacija, kdaj natančno papež pride, ne. Zdaj, če sem jaz prav, si zapomnil datume, 16. maja 95, odpravnik poslov dobi, vatikanski odpravnik poslov v Sloveniji, dobi pismo, državnega tajnika, ki napoveduje papežev obisk za 18., 19. maj, 96. Odpravnik poslov seveda to izroči nadškofu Šuštarju in potem je to neka tiskovna konferenca, ki je bila, mislim, da 17. ali 18. maja. To pomeni natančno leto dni pred papeževim prihodom in na njegov, ko bi rekel, 75. rojstni dan, oni napovedo, da bo 76. rojstni dan praznoval v Sloveniji, ne. Ne. Takrat smo vsi malo rekli, pa to je res, taka srečna okoliščina, ne, da pride, človek, ki ga tako cenimo, k nam praznovat rojstni dan, ne. Tako da je bilo to eno tako srečanje in tudi potem kasneje sem, spremljal pač te priprave na obisk,
te cerkveni in državni pripravljalni odbor sta imela neke tiskovne konference, seveda sem to spremljal, pa znova na Dunaj pošiljal poročila, kako to pri nas teče. Začele so se tudi določene problematizacije obiska, ali bo to preveč stalo ali ne, ali bo papež tak izrazit, recimo temu antikomunist, prinesel v slovensko družbo, ki je bila še, recimo zelo prokomunistična, kakšna sporočila, ki komu ne bodo všeč, spomnim se nekih protestov Zveze borcev in podobnih krogov. Skratka, neka nelagodja je sprožil, kar je bilo po svoje fajn, ne. Stvari so bile razburkane, debate so bile, ne bom rekel ostre, ampak ja, ne, tudi polemične, in to je bilo po svoje zanimivo spremljati, no, seveda smo pa vsi pričakovali, kako bo pa to potem dejansko v živo izgledalo, ne. Ali se bodo ljudje odzvali ali ne. Ker, nekih hudih jamstev, ne, da bo neka silna množica prišla, navsezadnje tudi nismo mogli imeti, ne. Neka negotovost je bila, ne, saj to se je potem tudi kasneje skozi ene spominjanja kazalo, ne, veš, uradno prijavljenih, romarjev, kar ni se nabirala ta številka in je potem kasneje narasla, no, potem se je pa seveda zgodil že tisti 17. maj, papežev prihod, in če zdaj že vskočim v tisti dan, ne, moja naloga je bila, prva naloga pri tem papeževem obisku je bilo, spremljati njegov prihod v Ljubljano. Veste, on je pristal tam na Brniku, potem je šel nenapovedano skorajda na Brezje, ker so ga tudi pričakali, z Brezij pa v Ljubljano, ne, in jaz sem šel v Šentvid nad Ljubljano. Ne vem, če nisem šel celo peš, zdaj to ne bom rekel, ker je bil, veš, takrat blokada prometa, ne vem, kaj še vse, še najhitreje sem onih 7 kilometrov prelaval tja gor. In moja naloga je bila tam slikati pa narediti, anketo med ljudmi, ki so ga pričakali v vhodu v Ljubljano, ne. Ne, veš, nazaj gledam, taka zanimiva naključja, ne. Tam sem naletel na Tomaža Kunstlja. To pomeni, to je leto 96, on je že bil v, recimo temu, politično-diplomatskih krogih, ne. In za izjavo prosim človeka, ki je 19 let kasneje imenovan za veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu. Takih drobnarij za nazaj gledanih je bilo potem, ko bi rekel, precej, ne, in zanimivih, pomenljivih, pa si rečeš, sredi vse tiste množice, ne, baš na gospoda Tomaža naletem in baš mi da izjavo, tako, lepo, in je potem bila objavljena v tisti prvi dnevniški, številki Družine. No, preden greva še čisto tja, ne, pred mano imam tukaj zdaj, arhivsko vezani letnik iz leta 96, ne vem točno, kako dobro se to vidi na kameri, to izgledajo take, mi imamo vse družine so vezane v take, usnjene platnice in jih potem listamo. In če dobro vidite, tale, iz leta 96 je že kar precej uboga, ker jo zelo radi pregledamo, se radi spominjamo. Kako je pa takrat tehnično izgledalo, v bistvu sploh priprava na tisk in vse to pisanje, zato ker še jaz, ko sem prišla na Družino 20 let nazaj, se spomnim, a ne, teh, disket, ki smo jih nosili potem na tehniko, da so potem vse na roke, stvari šle. Takrat je bilo pa najbrž še en korak pred tem, a ne. Kako je sploh nastajal časopis Družina takrat in kaj je to pomenilo, če ste hoteli izdati dnevnik? Ja, mogoče največji, razlika z današnjim časom je, recimo fotografije, ne. Ker tudi če gledava tiste dnevniške številke Družine, je poudarek seveda na tekstih, tudi, ne, to pomeni vsi govori so objavljeni, neka poročila, refleksije in podobno, samo glavna je govorica podobe, ne. In, seveda takrat ni bilo nobenih digitalnih, aparatov, vse je bilo na filmu, in ena od mojih nalog takrat je bila, da sem te filme, se jih je nabiralo nič koliko, ne, nosil razvijat, tja na Miklošičevi smo imeli z enim fotostudiom smo imeli, eno pogodbo o sodelovanju in do tja gor je recimo tako čez palec dober kilometer, ne. In jaz sem v tiste dneve s tistimi filmi, neseš film, ne, potem klic, kdaj je to razvito, prideš tja, s šopom fotografij nazaj in potem spet nekdo prinese neki film od nekod in, jaz pa Jože Pavlič, mislim, da sva bila takrat, za to zadolžena in sva tekala po tej ulici gor in dol, da sem nabral kilometraže, da sem potem nosil te šope fotografij, ki smo jih naredili. Tudi malce večje povečave smo takrat delali zaradi tega, da je bila ločljivost nekoliko večja, ker se je to potem to skeniralo, pa potem objavljalo, ne. Ključno vlogo pri tem je imel pa Tone Seiffert, naš tehnični urednik, ne.
kakor smo bili mi malce nervozni, ali nam bodo stvari uspevale ali ne, je on za tako njegovo osebo poznaš, ne tako včasih flegmatično ležernost, ampak blazno ustvarjalno je stvari reševal, oblikovno rešil, zato so bile te družine tudi dnevniške in potem celoten paket lep. No, glej, kot gledam nazaj, res nas ne rabi biti sram teh izdelkov. Bili so nekaj posebnega v zgodovini tednika, ne, in še danes, no, ko jih polistaš, sploh če med njimi zagledaš kakšno svojo fotografijo, no, si ponosen, recimo. Ja, tudi svojo fotografijo ti misliš v smislu kot svojo avtorsko. Svojo avtorsko, Ja, je pa notri tudi cel kup ljudi ujetih v fotografije, ne vem, Ja. te ankete, a ne, nekateri so, sem gledala, so celo otroke tudi ste anketirali, a ne, ti otroci so danes stari recimo 40 let, a Ja. ne. Vedno je potem vprašanje, kaj je kdo iz sebe naredil v tem obdobju, ne. Mislim, da smo ob 10. obletnici uspeli še koga od takratnih otrok dobiti v neko anketo. Zdaj, če preskočim ravno na nek dogodek, ki sem ga tudi sam pokrival, ne, to pomeni ta znameniti rojstni dan oziroma jutranja podoknica papežu na Nadškofijskem dvorišču, ker so ga otroci pričakali s pesmijo, z nekim darili, eno knjigico so mu naredili svojih risb in podobno. No, ta dogodek sem jaz pokrival, ne. In ker smo mi že prejšnji dan, noč, bom rekel, delali prvo številko dnevniške družine, zaključili smo jo res enkrat ponoči, jaz sem pa moral biti na checkpointu, ne, se veš, varnostni ukrepi so bili takrat zelo strogi, za vstop na škofijo sem moral biti zelo zgodaj zjutraj tam. In sem prespal tle v pisarni, ne, spalko sem imel s sabo, tam sem jo razgrnil in tiste 2 uri nekako prečemel na tleh, in da sem bil pravi čas potem na škofiji. Moja silna skrb, ko sem tja odhajal, je bila, ali bom uspel narediti dovolj dobro fotografijo. Jaz sem bil priučen fotograf, ne. Jaz, ko sem prišel na družino, mi je Janez Gril, takratni šef, takole me vpraša: "Ti, Bogomir, si ti kdaj fotografiral?" Sem rekel: "Ne, nisem." "No, zdaj pa boš." Ne. In mi porine fotoaparat, znajdi se. Skratka, znajdi se. In tudi jaz sem šel, prav tako živo se spomnim, ko sem molil, daj, kako so celo sveti Frančišek Saleški, ne, če si naš zavetnik, daj, prosim, da bo vsaj kakšna fotografija dovolj v redu, da bo za objavo, ne. In pol dobro, tja pridemo, ne, ozračje je bilo res sproščeno, ne, Šuštar pa Rode, pa otroci, pa tisto petje, mislim, vsi smo bili ganjeni, papež tako z njimi res zna, ne. Potem res gre med otroke, jih objame, oni njega objemajo in veš, kaj narediti, ne. In tisti fotoaparat zagrabim, veš, ko bi rekli zdaj digitalci, ne, zdaj, če malo telovadim, takole iz zraka gor nekaj fotkam, veš, slišiš, da se mu film vrti in si skozi mislim, upam, da bo kaj gor, ne. Upam, da bo kaj gor. Veš, nisem mogel sproti videti, kaj se je zgodilo ali ni zgodilo, in potem, veš, s to tesnobo neseš film razvit, in ko sem šel jih iskat in dobim tisti paket fotk, sem tako naredim drnk in zagledam eno vse. Ljubi Jezus, pomagal si mi, ne. Res sem prav sveti duh, glej, pomagal si mi. In to odnesem, si kot ti, to reče, ta je pa res lepa. In smo jo dali takrat na naslovnico druge dnevniške družine, to meni papež, ki objema Boš pokazal, ker vem, da imaš s otroke. sabo. Ja, zdaj, imam jo s sabo še iz enega razloga, ne, oziroma 2 razlogov, no. To fotografijo smo potem izdali tudi v seriji razglednic. Veš, zakaj mi je bila ta všeč? Te roke, veš, otroci so nasmejani, papež z njimi, zlasti mi je pa všeč tule, ne vem, če bodo bralci videli, varnostnik. Pokažemo še ono večjo. Ja, bomo pa še večjo pokazali. Namreč to fotografijo sem si dal potem tudi povečati in sem imel doma dolgo časa celo nad v spalnici nad svojo glavo, zdaj pa je v hodniku pred vhodom v spalnico, zato da me vedno znova spominjala na to, da tudi, kako bi rekel, nam amaterjem, da nam Bog res pomaga včasih v kakšnih situacijah, ne. Veš, ali bo izšlo ali ne bo izšlo, vedno me je spominjala na to veselje, na to, kar smo mi takrat doživeli, pa na to pomoč, ki smo jo pri svojem delu vedno doživljali. Skratka, to je fotografija, ki me spremlja zdaj 30 let že in pri nas doma na zidu visi. Marsikdo jo je pa dobil, skratka, tudi kot razglednico. Mi smo jo
nekaj časa tudi pošiljali naokrog. Všeč mi je tudi zato, veš, ker sem potem gledal včasih, tlele je en varnostnik, ta njegov nasmeh v tem kotu, če ga boste videli, pa njegova, tle so neke varnostniške roke še in podobno, Vsi, ampak res vsi na tistem dvorišču so bili takrat nasmejani. Tudi najbolj resni vatikanski šuni, ko ena taka mafija, oprosti, da izrazu, delujejo, črni, zdeli so se nedostopni, ampak to je bilo tako veselje na tistem dvorišču, da še zdaj se prav, ko bi rekel, malo se naježim od ugodja in vsega, ker smo tam doživeli v tistih pol dobre ure. Pa še pa potem šel od tam direktno v Stožice, tako da jaz nisem šel tja, jaz sem šel potem na uredništvo napisati svoj vtis o tem srečanju in potem hiteti, da sem še zadnji hip ujel avtobus novinarski za Postojno. Sem gledala tudi ta urnik, ki je naveden na tej pripravljalni številki. Papež je imel tudi kar precej natrpan urnik, v resnici sem prav razmišljala, kako je on to zmogel vse. Od 8 zjutraj do večera je imel skozi program, skozi srečanja. S tem, da takrat več ni bil najmlajši in tudi mislim, zdrav, kasneje bil slabšega zdravja še, ampak mislim, za človeka, ki je 76. rojstni dan praznoval, je to šlo, tank, res je bilo nabito, ampak na nobeni točki, vsaj kakor sem ga jaz videl, ni kazal utrujenost, tudi če jo je bila pa tudi tista prijetna utrujenost, ki jo doživiš, ko si med svojimi ljudmi, med prijatelji, med tistimi, s katerimi hočeš biti, ljudmi, ki jih imaš rad, To je ta prijetna utrujenost, če že je, Sicer je pa deloval vitalno, dovolj, spomnimo se tudi Postojne in vsega, kar je tam bilo, naj povem, da smo te strani arhivske od 20. številke, ki je bila namenjena pripravi papeževega obiska, in potem vse 3 dnevniške številke, pa neke fotografije tudi, pa še številko zatem, se pravi 22. številko, v kateri pišemo o tem, kako je obisk odmeval, ko je papež šel že domov, smo zbrali v PDF in ta PDF je tudi na voljo našim bralcem na internetu, tako da lahko pogledate, bomo dali v opis tega videa, boste našli tam povezavo, tako da lahko od blizu pogledate. Mogoče, če se dotakneva tega državniškega dela še. V tej številki pripravljalni recimo ima svojo besedo nadškof Šuštar, ki je bil takrat ljubljanski nadškof, pa tudi Milan Kučan kot takratni predsednik Republike Slovenije je napisal eno besedilo, kako so ga sprejeli naši državni voditelji, kako je papež z njimi komuniciral, tudi nekaj besed jim je namenil. Jaz moram priznati, da tega državniškega dela nisem tako zelo spremljal, Jože Zadravc je bil na Brniku, ko so prišli, in potem tudi druge stvari je bolj Jože imel. Jaz sem imel res to pomeni sprejem na nadškofiji, rojstni dan, Postojno, pa potem še nekatere druge stvari, ampak pač zavedati se je treba, ta obisk je imel te obe dimenziji, to pomeni pastoralno in državniško, Po tej dvojni liniji, ali kot recimo temu, je tekel tudi pripravljalni postopek, Odbor je bil sestavljen iz državnega dela, ki ga je vodil Andrej Šter, in iz cerkvenega dela, ki ga je vodil Alojz Uran, in so dobro sodelovali. Tukaj so se spletle neke vezi, neka, recimo temu, vnaprejšnja nezaupanja in tudi kakšen predsodek je odpadel. To so vedeli povedati ljudje, ki so bili tam bliže. Jaz sem bil na seji skupnega pripravljalnega odbora z Janezom Grilom, mislim, da enkrat ali dvakrat. Z njim sem šel tako, kot bi rekel, kot novinar, pa kot del mogoče celo tiskovnega urada, ampak to vlogo je potem Manica pri nas bolj prevzela, tako da jaz potem nisem bil več v tistem skupnem, recimo temu, pripravljalnem odboru. Ampak tam so stvari razmeroma dobro tekle, Seveda v javnosti so se tudi problematizirali kakšne stvari, te stroški in podobno, ampak državniški del mislim, da je tle odigral predvsem zaradi Štera, recimo to iskreno, zelo konstruktivno vlogo. Tudi sami so vedeli, da stvari, ki bodo postavljene za ta obisk, bodo ostale,
kar se je uredilo v Stožcah, je ostalo, potem transformator ali ne vem, kaj so mogli še nekje narediti. Vse to je ostalo ljudem, ne. Ni bila to investicija, postavimo pa razgradimo, pa ni nič potem več, ne. Ni šlo to v zrak, ne. Seveda je pa jasno, da je tako velik obisk na toliko prizoriščih potegnil s sabo neki stroškovnik, ne. Ampak glej, mlada država, jaz mislim, da, ne, to pomeni 5 let smo bili takrat stari, ne, je s tem obiskom dobila mednarodno publiciteto večjo, kot bi jo s čimerkoli drugim, ne. In potem še uspešnost tega obiska, množičnost udeležbe, te, pozitivni odzivi ljudi vseh barv, dobro, sicer ko smo pri barvi, saj veš, ne, anekdote pravijo, ne, tiste dne se je Slovenija, barvno obrnila, ne. Ne vem, malce je politično nekorektno, ampak saj veš, rdeči so bili naši, beli pa niso bili naši. Vsi tisti, ki smo bili na papeževem obisku, na kateremkoli dogodku smo prišli domov ožgani od sonca, ne. Nihče se ni kaj dosti zavaroval in, bili smo rdeči ko indijanci. Ko so že glih pri tistih dnevniških številkah, ko sem v Postojni stal na enem takem večjem, ko bi rekel, nekoliko dvignjenem podestu za fotografe in novinarje, sem lahko opazoval ljudi, pod sabo in marsikdo, ki je tam na vhodu dobil to našo brezplačno dnevniško številko, ni imel drugega na glavo dati kot številko družine, ne, so si naredili tudi klobučke in si rekel: "Glej, vse prav pride, tudi dnevniška družina na tak način, ne." Tako da ja, no, glej, državniški del je bil pomemben, sporočila so bila, pravšnja, ali smo jih vsi slišali na pravi način in iz njih kaj potegnili, pa bi težko rekel, če sem malce kritičen, bi rekel, da je šlo tudi za kakšno hipokrizijo vmes in da se stvari niso potem odvijale na tak način, kot bi si Janez Pavel drugi za Slovenijo želel. Ampak dobro, to je ta politični del. Pastoralni del pa mislim, da je bilo sporočil veliko, da so številna semena padla na plodna tla, da je iz tega zrasel marsikateri duhovni poklic, marsikatera pobuda. Lahko je bilo več, lahko je bilo pa bistveno manj, ne. Skratka, sadovi so gotovo bili. Ja, tukaj zdaj imam tole, 21. številko, mogoče še tole. Ja. Da mi ne pade ven. Tukaj imam pa še neke vrečke, bova potem mogoče v njih kaj še Ja, zdaj povedala. greva v Postojno, evo. Ja. Tukaj imamo na naslovnici, lahko vidite že ta slavni stavek iz Postojne: Papež ima vas rad. Potem so pa tukaj 3 dnevniške številke, ki so potem izšle še enkrat, če prav razumem, a ne. Glej, ta papež ima vas rad. Ja. Jaz sem bil poročevalec iz Postojne in, veš, ko si poslušal papežev govor, zdaj mi smo nekaj imeli, vnaprej, kaj bo povedal, ampak ni vseh stvari povedal tako, kot so bile napisane, zlasti pa ta papež ima vas rad, če se jaz prav spomnim, ni bil v tekstu noter, ne. Saj mogoče bova potem prišla do tega, škof Uran je kasneje razlagal, zdaj to neki izlet, da je ta papež ima vas rad prišel iz, tega jutranjega petja. Namreč otroci so mu peli tudi, mi te imamo radi, 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 radi in potem je, Urana, ne, papež vpraša, kaj ta radi pomeni, ne, in potem mu on to razloži, ne, kaj je ta rad. In on je sklepal naknadno, ne, da je ta papež ima vas rad prišel iz tega njunega pogovora in iz te razlage, ne, otroci imajo papeža radi, ne, iz te pesmice, da je potem on, vzkliknil: "Ta papež ima vas rad." Zdaj, jaz sem pa naslovil svoje poročilce iz Postojne z Korajža velja. Jaz sem imel takrat pred sabo 2 izbiri, ne, ali papež ima vas rad ali Korajža velja, in pač ne vem, zakaj sem se odločil za Korajža velja, in sem bil na koncu srečen zaradi tega, ker je papež ima vas rad ostal nezaseden za krovno naslovnico, ne. In spet znova se je pokazalo, kako na neki način Sveti duh znova deluje. Malce mi je bilo žal, ne, potem drugi dan si rekel, pa mar bi dal tisto, ne, je mogoče celo ta beseda rad močnejša, potem pa v Franciji, glej, bomo uporabili za naslovnico in res tulele potem, ima svoje življenje, tam v tistem poročilu pa ta Korajža velja, ki je bila pa tudi, pomembna. Saj obe sporočili združeni sta pa, bi rekel, temeljni okvir papeževega obiska, dejavna ljubezen, ne. Korajžna ljubezen, tako sem jaz ta papežev obisk tudi razumel takrat in ga doživel.
Ja, res, ta obisk se je tako globoko zapisal v srca vseh, ki so bili tam. Jaz se spomnim, jaz sem to gledala po televiziji, ampak še zdaj, ko se peljemo proti Primorski, a ne, se pelješ mimo tega križa, ki še zdaj stoji tam na tistem travniku, in moj mož vedno zavzdihne: "Ah, papež." Ogromno teh mladih, ki so peli, plesali, sodelovali na kakršenkoli način ali pa bili samo v tej množici, nosi to v srcu. Kakšno pa je bilo zate to izkustvo vse te množice, vsega tega dogajanja, kako si ti to doživljal? Še jaz nisem bil nikoli udeleženec kakšnih pretirano množičnih prireditev, ne. Recimo nikoli nisem hodil na neke množične koncerte, mogoče sem bil parkrat, ne, na kakšnem rock koncertu, pa potem, da bi hotel na fuzbal tekme ali kaj podobnega. In potem, ko si pa videl te, res množice, ne, ke vidiš tam na enem mestu, saj pravim, kdaj je res Postojna, ne, ke sem tam malce zviška, ne bom rekel tako zviška fizično, ne mentalno, gledal te ljudi, veš, skoraj si se mogel ščipati, a je to res, ne. A smo res vsi tukaj tako zbrani, tako enega duha, ampak ne v neki idolatriji papeža ali kaj podobnega, ampak z nekim tam skupnim nabojem. To je bilo res nekaj neverjetnega. Glej, če mogoče zdaj tule vskočim, zakaj imam tudi tule s sabo pa še ene dve vrečki. Zdaj, mogoče se bodo, kakšni gledalci, starejši, ne, ki so takrat doživeli, spomnili teh vrečk, ne. To so bile romarske vrečke, v kateri ko si se ti prijavil za neke prireditev, si dobil neko gradivo, ne. Mislim, da je bil noter tudi tisti kartonast stolček, na katerem so ljudje potem lahko sedeli, pa ne vem, neka rutka pa program. Ti dve vrečki je shranila moja mama. Ona je bila, bolna od leta 73, 74. Ni mogla kam kaj dosti okrog hoditi, no, pač k maši hodila, ampak za papežev obisk sta se z očetom lepo odpravila na romanje v Stožce, in ko je prišla domov, je te vrečke shranila. Toliko ji je to pomenilo, ne, da je to naši, ko bi rekel, družinski zapuščini očetova in, mamina romarska vrečka, obadva sta pokojna in jaz mislim, da z Janezom Pavlom, žurata gor, no. No, ko si omenil, ja, veselje in radost, ki je že kar malo spominjala na Nebeško. Tam so bili tudi znani pevci, ki so v bistvu povzdignili vse to dogajanje. Bil je, Marko Vozel oziroma Čuki so bili vsi Čuki, da ne bo Jože užaljen. Marte Zore se spomnim, potem, New Swing kvartet je v anketah omenjen, Aleksander Mežek. Kdo je še bil, kako je to izgledalo? To Kje je pa, bila glej, meja med rock koncertom in srečanjem s papežem? veš kaj, ta glasba, se spomniš, potem so te pesmi, ali potem ali prej, veš, to se pa zdaj ne spomnim več, na kaseti izdali. In ta kaseta se je v mojem avtu, rolala, ko bi rekel, dostikrat na ono, naprej, nazaj, ne. Skorajda nisem neko obdobje tiste kasete nisem jemal ven, ampak kadar sem hotel muziko poslušati, sem poslušal te Postojnske pesmi, ne. Nisem bil sam poslušalec teh izvajalcev sicer, ne. Jaz sem rocker po duši, ne. Mislim, da tako kot snemalec tega pogovora. Ampak, tista glasba me je pa vedno tako na neki način navdihovala. Bila so dobra besedila, dobra izvedba, Primož Krečič, mislim, da ima tukaj ogromno, stvari zraven pri tej organizaciji, tudi, da je te ljudi zbral skupaj, da so to avtorsko naredili. To je bil znova en, kako bi rekel, dodatek, ne, da je mladina skozi glasbo, ki je bila njej zelo blizu, ki je bila vrhunsko izvedena, ki ni imela na nobeni točki kakšnih cenenih trikov ali kaj podobnega, ne, da je dobila ta svoj element, ne. In jaz sem bil takrat star 30 let, ne, nisem bil čisto najstnik več, pa me je vendarle ta glasba še vlekla. Mislim si, da če bo nekdo takrat star 15 do 20 let, da je to za njega imelo še večji pomen, ne. To res, spoštovanje res kolegom pri reviji Ognjišče in založbi Ognjišče, da so za ta del poskrbeli in to so vrhunsko in odlično poskrbeli.
Se pravi, ti, ko si bil v Postojni, si potem naredil še nekaj anket, če se ne motim? Veš kaj, jaz sem tam poročilo, pa spet leto s filmi, anketo, mislim, da je delal Marjan Pogačnikov, tam med ljudmi, mislim, da sem tudi jaz še kakšno, ne. Potem, naslednji, zadnji dan je bil pa bolj štajerski, tam pa nisem bil jaz, sem bil bolj potem spet v redakciji, da smo naredili še tisto zadnjo dnevniško številko. Znova to letanje s filmi gor in dol, da smo potem to imeli po celih mizah zložene fotke, pa je potem Tone Seifer to s svojim strokovnim očesom zbiral ven ne, ker iz tiste množice izbrati pravšnje ni bilo enostavno. Hkrati se je pa vse delalo že z mislijo na knjigo, ki je potem kmalu po tistem izšla, ne, kako je že Bog blagoslovi predrago Slovenijo, ne. Smo potem tudi v bistvu neke vrste fotoalbum, ne, izdali in tudi tista knjiga, če se prav spomnim, bila uspešnica in tudi kakšne moje fotke noter, glej. Ja. Tam imamo pa seveda marelo, ne, če ste Ja. mogoče gledali, ne, ta marela je tudi naša domača marela, ne. Vse, kar je bilo s tem papeževim obiskom v zvezi, smo shranili, ne vem, kje sem to marelo, a sem jo, mislim, da je nisem sunil, ne, da ne bo zdaj izgledalo. Mislim, da smo jo na družini tudi prodajali, če se ne motim. Dolgo časa je bila ta marela tudi, takšne marele, bom tako rekel, ne prav ta, veš, delivci obhajili na kakšnih množičnih dogodkih, recimo spomnim se Roga, kamor sem vedno hodil, ne, da so označili, kje je delivec obhajila, v množici so s temi marelami okrog hodili in tudi vsakič, ko sem potem to marelo videl in ta logotip papeževega obiska, res si se nehote spomnil tudi na takšnem žalostnem kraju, kot je Kočevski Rok, ne, si se spomnil na vse tisto pozitivno, kar je prinesel papežev obisk v Slovenijo takrat, ne. Skratka, tudi ta marela je pri nas doma, ne uporabljamo je redno, da je ne bi uničili, ampak tu pa tam pa že. No, in če greva zdaj še k tej tretji, se pravi 22. številki družine, ki jo tudi najdete v tem PDF-ju, poskenirano. V tej 22. številki pa piše družina o tem, kako je obisk odmeval, kaj se je zgodilo potem, ko je papež šel. Ne vem, mogoče zdaj sva skoraj preskočila ta Maribor, mogoče še na kratko obnoviš, kaj vse se je zgodilo v Mariboru, od koder je Veš kaj, potem glej, papež tukaj ti šel. bom pa, tukaj pa nisem šel namenoma, nisem šel vsega tega brati, zaradi tega, da bi videl, kaj je dejansko v mojem spominu ostalo, ne, in najbolj so ostale stvari, pri katerih sem bil jaz fizično zraven, ne, na prizoriščih. Maribor je bil zame, toliko dlje, ker pač fizično nisem šel tja, za kakšno stvar že poskrbel, potem tukaj v redakcijskem smislu, ampak recimo z mariborskim delom obiska se ne morem tako poistovetiti kot z temi, kjer sem bil zraven. Zakaj zdaj to namenoma? Zdaj izgleda, kot da sem nekako ignorantski, kot da me Maribor ni zanimal. Seveda me je zanimal in takrat sem vse to prebral, ampak vedno znova ugotavljamo, da se v spomin dosti bolj zasidrajo stvari, pri katerih si bil dejavno zraven, ne. In veš, to bi želel v bistvu tudi tem poslušalcem, gledalcem tega pogovora reči, to je nauk, ki velja potem za vsako stvar v življenju, tudi v cerkvenem dogajanju, ne, če hočejo doživeti nekaj lepega in iz tega lepega naj zraste spomin, ki bo potem znova, motivacija za kaj drugega, naj se udeležujejo stvari, ne. Jaz zase vidim, ne, tam, kjer sem bil fizično zraven, kjer sem kaj prispeval, se je dosti bolj usidrilo v spomin kot tam, kjer sem o nečem samo bral, ne. Mariborski del je bil zame bralski del, ne pa doživljajski del, ne. In zaradi tega, ni toliko usidran v mojem spominu in ga nisem šel, recimo, ko bi rekel, umetno obnavljati, da s tem, da bi prebral, kaj se je v Mariboru dogajalo. Za Mariborčane, ne, ki zdaj to gledajo, bo pa mogoče kontra, mogoče niso Stožice pa Postojna, če niso bili tako zelo pomembni, bo pa mariborski del obiska pomemben. In zato je bilo tisto sveto tridnevje, kot mu sam dostikrat pravim, tako pomembno, obiskajo vse tri škofije. V vseh treh škofijah so bili močni dogodki in vsakdo se je lahko identificiral s kakšnim od njih, recimo, da je imel pa postojnski še s tem mladostniškim delom pa še, ko bi rekel, bolj, ko bi rekel, za celo cerkev na Slovenskem, mlado cerkev na Slovenskem pomen, čeprav je bilo hkrati tudi seveda srečanje s škofijo Koper, ne. Skratka, vsa ta srečanja so imela neko posebno sporočilnost in so se najbrž na ta način tudi zasidrala v spomin, ljudi, iz tistega časa. Se pravi, moji spomini so tu, kako bi rekel, v ljubljanski, metropoliji, mariborski del je pa
nekoliko dlje in, ni tako močan v spominu. Zdaj, upam, da ne bom, narobe povedala, ampak papež Janez Pavel je v Maribor prišel potem še Seveda. enkrat, Ja, 99, ko ja. je, Razglasil Slomška Slomška. razglasil za Tja sem šel, blaženega. seveda, tja sem šel. Viš, tam pa imam potem spet žive spomine, če sva glih pri tem. Namreč, tistega romanja sem se pa udeležil tako, da sem šel iz Kočevja, da sem doma, z vlakom, ne. Tudi dogovorjeni smo bili, da bi, gradivo za tisti obisk prihajalo s čim več koncev, to pomeni, da bi imeli tudi posnetke, z vlaka, kako romarji prihajajo. Mi smo mogli iz Kočevja, ne vem kdaj, zjutraj vstati ob neki nebožji uri, da smo prišli na božji dogodek, ne. In sem potem, naredil par fotografij tudi na vlaku med romarji, in to je bil res cel dan, ne. Potem zjutraj z vlakom Maribor, tam dogodek, potem nazaj. Imel sem pa tudi eno, spet ne, živo se spomnim, eno veliko smolo. Tam sem med drugim delal tudi anketo med udeleženci, Lovro Šturm, Valentin Ninzko, če se prav spomnim. In sem, ker sem imel pač toliko dela, malce zamujal na vlak. In jaz pogledam na uro, samo to, ne, koliko še že iz Maribora, ne, in sem seveda, nič, ruzak, fotoaparat noter, celo dva sem imel. Tečem jaz na vlak in veš, da se mi je ruzak odprl, oba fotoaparata ven poletela, še stol, ko sem jih nekaj poškodoval. Skratka, ampak dobro, prišel sem pravi čas na vlak in skozi sem se pa bal, da ob tistem, ko je fotoaparat padel na tla, da se ne bi odprl in film seveda, ne, tudi takrat je bil še film, da bi film bil uničen, ne. Vse, kar bi delal tisti dan, bi šlo v franže, nič ne bi imeli, ne, mislim, vsaj tega dela, za katerega sem jaz poskrbel, to pomeni fotografije anketirancev, fotografije z vlaka, potem še med mašo smo se na tistem področju razporedili, da je vsak en del fotografiral, jaz vem, da sem bil med duhovniki, in to pa je ostalo nepoškodovano, fotke so bile v redu, znova vse čez, ne, božji blagoslov v trenutku neke nespretnosti, ampak glej, izteklo se je dobro, no. Tako da tudi tisti obisk štajerski mi je pa seveda ostal zelo v spominu, ne, ker sem bil znova udeležen, ne. Ja, torej, Odmevi, a ne, zdaj sem malo Ja, šla ja, nazaj in zdaj spet nazaj, da se vrneva letova, na ja. Odmeve, kako je odmeval ta obisk pred 30 leti v Sloveniji. Prvič, vsi smo bili srečni, da se je srečno izteklo, ne. To spet zdaj, če gledam svoje vibracije iz tistega časa. Veš, na družini je bilo, družina je bila eno, ko bi rekel, vozlišč takratnega dogajanja. Janez Gril je bil tukaj, pomemben člen tega državno-cerkvenega pripravljalnega odbora. Tukaj se je v bistvu, takrat so se postavili zametki tiskovnega urada škofovske konference, ki ga je gospod Janez vodil, Manica mu je pomagala, Ferenc, naša najina zdajšnja sodelavka. Takrat ta organizacijski, informacijski, obveščevalni del je tule tekel. Franci Petrič, šef najin, ne, v vsebinskem smislu, to pomeni odgovorni urednik, je bil pa hkrati ceremonier v Stožcah, pobudnik za slovenska vrata na stolnici, pobudnik za, ne vem, one papeške stole, ki jih je Suhadolc naredil, pa ne vem, še morje stvari je imel. Res morje stvari, ne. Tako da je bilo, v bistvu na naši hiši je bilo, ne bom nič idealiziral, stvari so bile dosti napete, ne, ker sta bila vodilna moža še na 16 drugih frontah in je včasih družina sama v neki točki ostajala malce nedorečena, kaj in kako in kdo bo kaj naredil. In smo se dogovori, kako bomo stvari speljali, so se dejansko zadnji hip, tako rekoč, naredili, ne. Jaz bi si želel kakšen dan prej, ampak dobro. In ko se je vsa ta napetost, vse to poklopilo, veš, v eno tako katarzičen občutek, res dobrega razpleta, ne. Veš, pred tistim je bilo tudi vreme strahotno slabo, pred tistimi dnevi, ne, in potem pride to ožarjeno majsko sonce, ne. In te množice ljudi, za katere ni bilo čisto točno jasno, da jih bo res toliko, ne. Vsi ti veseli odzivi, nihče ni mogel tega več pregrizniti, da tako rečem grdo, ne. Tukaj je ostajalo eno svetlo sporočilo in mislim, da je sevalo potem vsa naslednja leta, v sinodo, ki je bila potem, ne, kasneje,
je prežarjala, ne. Zdaj, mogoče bi kdo za nazaj rekel: "Ma ja, lahko bi bilo še kaj več." Ja, v vsaki stvari je lahko kaj več. Vedno si lahko mislimo, da bi bilo lahko še kaj več. Ampak jaz mislim, da je bilo res takrat usidrano ogromno stvari, iz katerih je že kaj zraslo, in jaz mislim, da še bo kaj zraslo. In da ravno zaradi tega obiska imamo mi v Janezu Pavlu zavetnika, na katerega se moramo zavestno večkrat obračati, ne. In ravno obletnice, ta obletnica, obiska, pa potem, ko bo 30. obletnica razglasitve Slomška, to pomeni mariborska, obletnica čez 3 leta, ne, moramo ozavestiti to in se mu priporočati. Res se mu priporočati. On je bil tak velik prijatelj Slovenije. Glej, on je družino dobival, ne, mislim, še kot krakovski, ne. On je bil z nami srčno povezan kot Slovan, pa ne samo kot Slovan, mislim, Slovence je imel res rad, ne, in to njegovo ljubezen moramo mi zdaj izkoristiti, ne, ker imamo tam priprošnike gor, ne, in jaz bi res, priporočal vsem, dajmo, sveti Janez Pavel prosi za nas, za to božjo Slovenijo, no. Evo, lepa pobuda, ampak vseeno za konec imam jaz še eno vprašanje pripravljeno. Številni so povabili, papeža Frančiška že na obisk, v Slovenijo, pa se ni zgodil. So pa potem zdaj, ko so bili škofje na Adlimina, tudi povabili papeža Leona 14. na obisk v Slovenijo, ko so mu nesli, čipkani mašni plašč, kot vemo. Kaj misliš, kaj bi se zgodilo, če bi dobili okrožnico, sporočilo, e-mail sigurno ali pa WhatsApp? Papež prihaja v Slovenijo čez 1 leto, kaj bi bilo? Ali nam je Leon tako blizu, kot nam je bil Janez Pavel? Najbrž ne, ne. Najbrž še ne. Ne vem, recimo meni je Leon zelo blizu. Priznam, ob njegovi izvolitvi, ke je prišel na balkon, ke sva z ženo doma tisto gledala, jaz sem ga posvojil isto sekundo. Ne vem, zakaj, ne vem, mogoče zaradi njegovega nasmeha ali ne vem, zakaj. Veš, prav začutil sem ga kot svojega, na en tak poseben način. Mogoče bolj kot Frančiška, in Benedikta prej, ne. Jaz bi si želel seveda, da pride v Slovenijo, ampak, najbrž naša državica, ne, na tej prioritetni listi ni tako visoko, da bi doživela to čast, ampak glej, ti božji pa vatikanski pa diplomatski pa ne vem kakšni mlini meljejo lahko po svoje in mogoče na neki točki se pa odloči, da obišče eno tako malo, lepo državo, mogoče ima informacije, gotovo jih ima, ne, da bi tudi njegov obisk tukaj prinesel lahko kaj dobrega, podobno dobrega, kot, je bil obisk Janeza Pavla Drugega. Ampak glej, to zgolj ugibam, nimam kakšnih informacij, da bi rekel, ne, zdaj sem pa jaz, imam kroge v Vatikanskem državnem tajništvu ali bog ve še kje, ki bi mi povedali, da bi mi povedali, a se kaj v tej smeri lahko obetamo v naslednjih letih. Ampak glej, Leon je tudi naš in, njegovega nasmeha na slovenskih tleh bi bili zelo veseli, če, ko bo prišel. Super, hvala lepa, Bogomir, za prijeten klepet. Hvala tudi vam, spoštovani gledalci in gledalke, da ste naju spremljali. Povabim vas, da si, prenesete te spominske strani, arhivske, ki smo jih pripravili za vas, in da še naprej spremljate družino in, da se vsi skupaj priporočamo svetemu Janezu Pavlu Drugemu.